Dobro večer. Vas prav lepo pozdravljam v imenu Zavoda za kulturo Bled in Muzejskega društva Bled. In danes smo na zadnjem predavanju trilogije Bled skozi čas. En droben del tega predavanja je tudi obdobje Marije Terezije, ki je poleg ostalih reform upeljala tudi obvezno vojaško obveznost. Prisluhnimo kratki zgodbi. Med srednjim vrhom in stolom je kamnito melišče, strmo in neprijazno brezpotje od Tinčkove koče v smeri Celovške špice. Že dobro uro sta se pod robečim grušču vzpenjala dva mladeniča. Skozi borovo rušje, ki se je pod previsno steno zaključilo z redko rastočimi kranjskimi lilijami, sta prisopihala do skritega ošiljenega spodmola. Stopila sta v ozko špiljo, ki se je hitro zaključila s strmo steno in se v višini dveh ljudi nadaljevala v votlino. Eden od mladeničev je drugemu predržal ravbarsko lojtro. S težavo se je prvi povzpel na polico. Zagledal je preprosto ležišče, odeje iz kož, nekaj loncev, puško kremenjačo, droben curek vode, ki je tekel skozi kamnito razpoko, nekaj popisanih listov papirja. Pobral je list in glasno prebral, da je odmevalo v votlini. Jaz, Janez Puntar, z vasi Krničica, se že 10 let skrivam v tej votlini. Izmaknil sem se 7-letni vojaški službi, ki jo je zapovedala cesarica. Večkrat sem ušel lovcem, ki za velik denar lovijo skrivače. Nočem se boriti ne za vero, ne za cesarja. Doma pa tudi nimam. V neje veri, ali drugi odločajo o meni, ali sam odločam o sebi, sem izbral drugo možnost. Tukaj se staram in se vim, a preživel bom. Meni se zdi vredno. Votlino je napolnila teža odločitve. Mladeniča sta bila dolgo časa tiho. Kaj pa ti praviš? Kako bi se ti odločil, je vprašal prijatelj prijatelja, ki je stal pod previsom. Vprašani je dolgo premišljeval, a ni odgovoril. Kako pa bi se vi odločili, dragi poslušalci? Med premišljevanjem in iskanjem pravega odgovora si oglejmo tretji del filma o Blejskem gradu, ki nas bo popeljal v nam nekoliko bližnji del zgodovine. V tem času sta bila sezidana drugi palaci in gotska kapela. Leta 1458 je Bled obiskal briksenški škof Nikolaj Kuzanski, kardinal, teolog in filozof, eden največjih mislecev 15. stoletja. Prizadeval si je za obnovo Blejskega gradu, ki ga je videl v slabem stanju. Potres leta 1511 je grad zelo poškodoval in že kmalu zatem so ga začeli obnavljati, kakor pričajo ohranjeni načrti. Tudi blejsko gospodstvo so pretresali nemiri, pritožbe kmetov, pravi kmečki upori, protestantske ideje. Tedaj je bilo v slovenščino kot 16. jezik po vrsti prevedeno Sveto pismo. Prve grafične upodobitve kraja in gradu so iz let 1679 in 1689. Po potresu leta 1690 so grad znova preuredili. Stavbe so v osnovi še danes ohranjene. Tudi kapela je bila obnovljena in poslikana v baročnem slogu. Družbene reforme v drugi polovici 18. stoletja so podložnike osvobodile fevdalnih obveznosti. Briksen se po zemljiški odvezi leta 1848 ni več zanimal za Bled in je gospodstvo prodal. Grajsko poslopje je izgubilo svojo prvotno funkcijo fevdalnega sedeža. V 19. stoletju sta grad na skali in otok sredi jezera zaradi svoje slikovitosti postala največja turistična znamenitost slovenskega prostora, Bled pa politično-narodnostni simbol slovenstva. Po drugi svetovni vojni je bil grad nacionaliziran in razglašen za spomenik.
V letih 1951 do 1961 je doživel obsežno prenovo. Takrat je postal privlačno razgledišče, njegova notranjost pa muzej. Lepo pozdravljeni še na tretjem predavanju iz sklopa Bled skozi čas. Zdaj bomo obdelali Bled do konca fevdalizma. No, za vsak slučaj obnovimo to bledsko posebnost istočasne posvetne in cerkvene oblasti v eni sami osebi briksenskega knezoškofa. To je vedno razvidno lepo z grba. Grb, kot vidite, osnovna stvar v grbu je ščit. Ta ščit je razdeljen v tem primeru na 6 pol. Zgornja dve poli sta predstavljata na levo je Sveto Jagnje, ki predstavlja briksensko škofijo. Na desno je bil rdeč orel na beli podlagi, orel tirolski s škofovsko palico čez vodoravno, čez oprsje. Čez prsi. Od spod te 4 polja pa predstavljajo družinski grb škofa Janeza Franca von Kujena, ki je vladal teh 17 let. V tem času se je zgodil tudi veliki potres na Bledu 1690, o katerem bomo govorili potem. Pri vsakem grbu je važno tudi okrasje in tukaj gor na vrh nam še enkrat pove, da se gre za kneza in za škofa. Knez ima meč, ga vidite na desni, in krono, ki je na vrhu grba. Škof ima mitro nad krono in škof ima seveda tudi škofovsko pastirsko palico pastoral, se pravi cerkvena in posvetna oblast v eni sami osebi. Posledično to pomeni, škof ni poročen, družina sicer so tudi prihajali iz roda v rod, včasih te škofje, v glavnem se kar iste družine držijo, ampak škof ni poročen, nima uradnih naslednikov in v bistvu ostaja firma enaka, ne pa familija ista. Takole najpomembnejši z odskokom briksenskih škofov vseh časov je, po slovenskemu pravimo, Nikolaj Kozanski, Nikolaus Kozanus. Kues je eno mesto ob reki Mozeli v današnji Nemčiji, kjer je bil rojen v bogati trgovski družini. Celo življenje zelo močno gospodarsko žilico. No, ampak vseeno se je posvetil znanosti in seveda veri in je hitro napredoval. Bil je izjemno bister, ne samo kot klerik, bil je seveda tudi astronom, matematik, filozof, bil je diplomat. Ena med njegovimi zaslugami je tudi ta, da je poskusil zbližati zahodno in vzhodno cerkev, ki sta bile že 400 let razklani. Carigrad, takrat še kar Bizanc, ali Konstantinopel še obstoja, še nekaj let, preden ga zasedijo Turki. On gre na obisk, jih pregovori, da pride v Italijo, pride predzadnji bizantinski cesar in se dogovorijo o ponovnem zbližanju obeh cerkva, ki pa potem s turško zasedbo Carigrada in ko nastane Istanbul, seveda propade. Tam spozna vrsto grških, Carigradov so takrat govorili grško, učenjakov, dobi ogromno zapuščenih knjig, to se pripelje s sabo in prijateljuje s človekom, ki pozneje postane papež, s kardinalom Piccolominijem. Kozanski je napisal knjigo o učeni nevednosti.
No, tako viden, kot je bil on, jih v tem času v bistvu sploh ni bilo. In se je upal, zaradi dobrega prijateljstva s papežem, tudi trditi kot prvim, da se zemlja vrti okrog svoje osi in da ni ploska, da nima ne zgoraj, ne spodaj, se pravi, da je okrogla. Še precej let traja, da se je to spet povedal Giordano Bruno, ki so ga zato tudi seveda zažgali. On ni bil dosti visok, da bi si to lahko dovolil. Kozanski je preštudiral vse stare dokumente in tukaj na Kranjskem, na Blejski posestvi so imeli kar nekaj problemov, v glavnem s fužinarji, ki so sekali les v škofijskih gozdovih in se je odločil, da pride tudi na Bled. Doma je imel sam dosti problemov s tirolskim vojvodo, ki se je smatral, da je nad njim, on je pa stalno govoril, da je bil Briksenžik v tirolske šebloni. Kakorkoli, on pride na Bled in skliče v Bohinju podložnike, ker je bil ta problem nelegalne sečnje najhujši. Skliče podložnike in jih še enkrat upozori na stare pravice in tako prav. V imenu Gospodovem, amen, bodo spomin. Naj vsi vedo, da smo mi, po milosti Božji, kardinal in duhovnik presvetle Rimske cerkve, svetega Petra v Vezeh in briksenski škof, prispeli na zadnji dan aprila 1458 na Blejski grad in 4. maja obiskali Bohinj in se tam zadržali do 5. nedelje po veliki noči 7. maja in tam v cerkvi Blažene Marije na Bitnah brali mašo. Vse prebivalce smo sklicali tja, da bi jim obnovili zgodovino podaritve Blejskega gospodstva, kako je gospod Henrik, rimski kralj, sin cesarja Otona III. V letu 1004 na prošnjo kraljice Kunigunde, svoje soproge, poklonil Albuinu, Sebna, gospodstvo in grad Bled, z ljudmi obeh spolov, s cerkvami, gradovi, polji, desetinami, vodami, z vsem, kar gre zraven, in kako so bili po smrti ta isti Henrik, kot tudi njegova soproga Kunigunda in Albuin, kanonizirani in proglašeni za svetnike. Povedali smo tudi, kako je Henrik III. Cesarja Konrada, sin, k temu še mnogo pridal, tako kot je to storil tudi Henrik IV. Gospodstvo Bled, smo povedali, se začne na višini gore Kromberg, ne vemo, ali je to Triglav ali Stol, do zdaj še tega nismo razvozlali, sta bile pa obe dve mejni gori Blejskega gospodstva in se razteza po dolžini proti vzhodu in obe reki, večja in manjša Sava, izvirata v tem gospodstvu in mu tudi pripadata od izvira do Sotočja in še naprej do Tržiške Bistrice in Dobrega potoka. Sicer se je dvakrat zmotil, Oton III. Je bil bratranec njegovega očeta, ni bil oče Henrika II. In gradu takrat tudi še ni poklonil, ampak šele 7 let kasneje. Po dolgih stoletjih je prišel semle gospod Josef Dželmi in je sicer v nemščini to še enkrat prebral, ker Kozanski si je delal zapiske in to je lasten zapis Kozanskega, kaj se je tukaj v Bohinju zgodilo. Kozanski je bil zelo strog, sicer je zelo učen, ampak tudi zelo strog in je preganjal vse nepravilnosti v katoliški cerkvi, ki so počasi pripeljale tudi do reformacije. In ena takih je bilo sporno redovniško življenje. V Pustrški dolini na koncu se nahaja grad Sonnenburg, sončni grad, in tam je bil ženski benediktinski samostan. Opatinja je bila slavna Virena von Steuben in njene prijateljice, vse plemiškega rodu, ki so bile bolj na silo spravljene v samostan, se niso prav zelo držale te klauzure in so živele razkošno in tudi zelo živahno. On je pred njim nastopal, ona je imela najboljše zveze z deželnim glavarjem, se pravi vojvodo Žigo Sigismundom Tirolskim, in zato sta stalno v sporu, ko da pride celo do oboroženega spopada med njenimi vojaki in škofijskimi vojaki. Na koncu popusti, jih razžene, ona mora oditi in samostan se uredi. Moramo se zavedati, da
tudi plemeči niso imeli tako dolga življenja. Da je lahko samo en ponovadi sin podedval gospodstvo ali grad. In za druge je bilo treba najti eno, ali jih dobro poročiti, ali pa najti eno dobro službo, ali cerkveno, če ne rajš, ali državno, ali pa jih spraviti v samostan, da se ne bodo množili še naprej. Se to je bila v bistvu ena različica kontracepcije, bi lahko rekel. Ne. In seveda tam to ni bilo vsem všeč. Nekaj podobnega imamo v naši bližini v Velesem, kjer je tudi bil ženski samostan, kamor so plemiške hčere v bistvu zapirali, tako da so se jih rešili. No, tudi zaradi tega je bil, ker se je upal v to visoko plemstvo, kjer in v teh primerih so imeli mogoče njihovi starejši brati kar malo slabo vest in so tudi to raj dopuščali, so vsaj nekje imeli te minihe in nune od življenja. In on si v to upal spustiti in zato je seveda imel še več problemov. Da je največjih ljudi svojega časa, vsekakor pa je najbolj izobraženih ljudi tukaj na zahodu, pride v naše kraje in opozori ljudi, kakšne pravice pravzaprav imajo in da se jim ni treba nobenega bati. No, tukaj na Kranjskem seveda je bilo več mogočnih družin. V naši neposredni bližini, na gradu Kamen, so Lambergi. Nekaj kmetij so imeli na Bledu, posebej v zasipu, tako da so zasip smatrali kar cerkev svetega Janeza Krstnika za svojo. In v zasipu, če pogledate tukaj srednjo sliko od spodaj, imamo nagrobnik enega od njih, ki je pokopan v tej cerkvi. Nagrobnik, nažalost, propada, ker je z tega peraškega tufa, precej neobstojenega. Nad njim vidimo z Blejskega gradu enega od vitezov lamberških. Tudi ne vemo, odkot so ga prinesli. Mogoče, če se kdo spomni, bom zelo vesel, če v naslednjem predavanju lahko to povem. Bili so, kot sem rekel, na en stran imamo največjega športnika slovenskega vseh časov, to je Gašper Lamberger, ki je zmagal v 85 turnirjih zapovrstjo. To je bil glaven šport srednjega veka. Bil je oseben prijatelj cesarja Maksimiljana. Gre na njegovo kronanje v Aachen, še njegov brat in še dva soseda z Katzensteina, z Begenske graščine. In se tam udeležuje teh turnirjev. No, in Gašper je bil tako znamenit, da v teh turnirjih je šla celo ena fantastična knjiga, ki jo imamo v faksimile in v tej tudi orisan boj med cesarjem in njim. Kot vidite, zgoren konj, na njemu je cesar, se je obdržal v sedlu, spodnji konj je, pa nad spodnjim konjem nadlegli že pa seveda Gašper Lamberger. Kot pravim, te pomembne družine so delali kariero seveda tudi v cerkvi in prvi škof novo ustanovljene ljubljanske škofije, v rimskih časih je že bila in se potem prestal v Emono Novo, kot smo rekli, današnji Novigrad, in po dolgih stoletjih se škofija prav v Ljubljani obnovi. To je čas, ko je Kranjska na velikem udaru. Veste, Kranjska je bila v bistvu ta klin Svetega rimskega cesarstva med Turškim cesarstvom in med Beneško republiko. Z enim in drugim niso bili najboljši odnosi. In Kranjska je nosila izjemen težek breme obrambe proti obema. In zato so mogli biti deželni glavarji in vsi drugi voditelji zelo sposobni, tudi korektni in pošteni voditelji, da so lahko to za celo cesarstvo in če rečemo proti severu, proti Turkom in tudi na koncu tudi Benetke naprej papeško državo, tudi proti Turkom branili. In ko se ustanovi ljubljanska škofija za cesarjem, drug podpisan je prav ta naš Kozanski. Ne glede na to, da je vedel, da bodo problemi, da bo ljubljanska škofija hotela širiti svoj vpliv in tudi seveda dohodke z novih področji, ki bi jim pripadle. Bolj logično, kot da pa 7 dni je že tukaj
en drug škof vlada in z tega vleče dohodke, je vedel, kakšnega političnega pomena to za obrambo Evrope ima in je seveda podprl ustanovitev ljubljanske škofije kot en najpomembnejših ljudi svojega časa. V tem času na Bledu vladajo kot zakupniki Krajge. Koroško plemstvo, kot vidite, so skoraj 200 let. Družina, mislim, rod za rodom ima Bled, in ko Radolca za Celjskimi pade pod Vožane, so zakupniki tudi v Radolci. Krajgi so najraje, ker Radolci tudi kar živeli, je bilo bolj komod, bi rekel danes, ampak Bled je bil pa upravno središče tega gospodstva. Bili so izjemno sposobni, se drugače ne obdržali. Daleč je bilo to z Brixna. Seveda so se pritoževali tudi kmetje čez Krajge večkrat in na koncu ni bilo problema jih napasti, kot bom videl med prvim slovenskim kmečkim uporem, jih ni bilo treba kaj dosti na to ščuvati. Ampak vseeno smo tem Krajgam po svoje lahko hvaležni, da so se toliko časa obdržali. Seveda so znali izjemno dobro kombinirati, ker so bili na našem ozemlju tudi radoveljški podložniki. In v bistvu so vlekli prihodke z dveh gospodstv in so to znali zelo dobro skoordinirati, da je bilo tega še več. Seveda, kot vedno, na račun kmetov. Prvi je bil Konrad in potem gremo do zadnjega in še do njihovih vdov, še do srede 16. stoletja. Prihodki seveda so bili veliki in škofje so v Brixnu imeli stalne probleme, ker vsa posestva niso bile tako donosna in so te Krajge, ki so toliko let ostali in so znali lepo nakupičiti en velik premoženje, seveda škofom posojali in ne glede na pritožbe njihovih bleskih in radolških podanikov se obdržijo zelo dolgo v sedlu. Tako so bili pomembni, da v Brixnu ta leva slika, gor piše Herrschaft Feldes, to pomeni gospodstvo Bled, za grb pod tem gospodstvom porabijo pravzaprav grb Krajgov, ki je srebrn, bel in rdeč polje, tam imamo pa Šentvida na glini, pravim, da so bili Korošci prav nagrobno ploščo tega prvega Konrada. Lahko zaključimo, da so bili škofi od njih odvisni in da dokler je šlo, so jih tukaj pustili. Seveda so se kmetje naveličali in so se pridružili temu ogromnemu slovenskemu kmečkemu uporu. Menda je bilo tam 80.000 udeležencev samo na kmečki strani. Na našem koncu proti Krajgu so se uprli radolški podložniki. Klander je bil vodja, en glavnih vodij tega Radolčan, se skoraj to spretrga, meščani si niso, je bil en glavnih vodij vsega našega upora. Bledci na Bledu je pa bil leta 1511 potres, grad je bil podrt in zato so šli Bledci tudi v Radolco Krajga napasti v radolško graščino. Bledci so bili še bolj jezni kot nanj na radolške meščane, kjer so dobili seveda mestne pravice in s tem trgovino in gostilne in vse to in jim je šlo zelo na hitro, da so se podjetni blejski podložniki tudi s tem znali ukvarjati, z domačo obrtjo, škafarstvom, s krojaštvom, s kovaštvom, gostilne so bile in trgovali so in to je šlo radolška meščana zelo na hitro, da so se organizirali in njihove oborožene skupine so hodile po vaseh in pretepale kmete, jemale premoženje in tako naprej. Nobenih pa ni zaščitil. In to je bil glavni vzrok, da so se tudi Bledci pridružili. Potem v naslednjih kmečkih uporov Bledcev ni več zraven. Ni bilo v bistvu nobene potrebe, ker smo bili precej dobro zaščiteni že samih strani knjigoškofov. Po tem uporu je išel en krvavo zatrten, seveda vidite tukaj vodijo tele
kmečke upornike, dol plemiška vojska. Uvedli so zelo visok davek, veliko kazen, ki so jo plačevali še po dolga desetletja, tako da bomo videli sredi konc 17. stoletja še grofica Turnova z Radolce, v bistvu poročena s deželnim glavarjem Lenkovičem. More plačevati, ki kupa novo kmetijo, davek tudi če je plemkinja, zato ker je bil davek, je bil na hišo, je bil na kmetijo, ne na družino. Družina se je sel, davek, te dajatve so ostale. In v tem poročilu to so prve slovenske natisnjene besede zapisane. Imamo Brežinske spomenike in celo vrsto drugih. Tukaj vidite gorčite, kot piše Stara pravda, vsod pa Levkup, 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 uboga gmajna. Le skrb, ubog preprost folk, ne, preprosto ljudstvo. To so prve slovenske natiskane besede in so še rdečo, se pravi, da so mogli dvakrat tiskati. Časi so bili seveda zelo težki, Turki so upadali v našo deželo, obramba je bila v glavnem na kranjskih plečih, seveda deželni stanovi so zahtevali deželne davke visoke, ki so jih potem gospodje seveda izsiljevali od kmetov, bile so bolezni, se pravi beneška nevarnost, potres še čez vse. Cel 16. stoletje je poln velikih nesreč, pa še reformacije. To je eno neverjetno stoletje, mislim se samo 20 lahko z njim primerja. Toliko se tukaj zgodi, kobilce še pridejo, suše, poplave, bolezni, Turki, kot pravim, kmečki upori, kar hočeš. In tukaj se je mogel ubogi nezaščitni kmet znajti sam. Turki se zelo zjezijo, če rečeš, da so Turki, oni so bili Otomani. Turčija se smatra po Atatürku, pravijo. No, ampak vse v bistvu so prišli iz Bosne, ki je bila najbližja turška posest, ki je od nas dol proti jugovzhodu. Turki so prvič na Kranjsko upadli 1408 v Metliko in potem se to nadaljuje. Sam Bled so pa ogrožali 1537, so prišli sem, in 1540. 37 so naredili ogromno škode in so zelo huden spomin ljudem ostali, 1540 nekaj manj. V glavnem, Turki so s sabo prvič so uničili, kar se je dalo uničiti, kamorkoli so prišli, in pobrali, kar je bilo kaj vrednega. Kar je bilo pa najhujše, so s sabo odpeljali ljudi. Računa se, da v teh turških 2 stoletjih turških upadov s Kranjske, Štajerske, slovenskih dežel odpeljejo v služnost čez 200 000 ljudi. To je grozni časi so bili to. In ljudje so se branili, seveda plemiči so najrajši vse prestavili na podložnike, država pa na deželo. In ni bilo nič fajn biti deželni glavar tukaj na Kranjskem in zbrati dosti vojske, in ta plemiška je bila tudi neprimerno težje oborožena in manj okretna od teh Turkov na manjših konjičih, ki so v glavnem hodili potem tudi v manjših skupinah, niso šli pa tako daleč od meje, ker bi jih že lažje polovili. Tako da smo bili kar navarni, ampak organiziran je bil izjemno dober obveščevalni sistem. Približno 350 točk je bilo na slovenskem ozemlju, z naše okolice poznamo, vseh se peljemo z Ljubljane gor, vidimo Šmarno goro, Prpaš, tamle Šmarjeto, Šentjošt, Svet Primož na Jamenku in tako naprej, Svet Peter nad Begnom. In tukaj imamo Katarino, ki še ima nad zasipom, še proti Turško ozidje. Seveda imamo Stražo kot goro, ki tudi od tega pride, ki je lep pogled proti Ljubljanski kotlini, proti smeri, s katere bi skoraj gotovo prišli. Na Straškem koncu se še danes imenuje na Kresu, kjer so kurili kres. Spomin na Turke imamo tudi v Bodešča, kot jaz pravilno pravim. Tam se vidi vtis podkve v cerkvi, ko so se možje branili, so bile ženske in starejši in otroci v cerkvu molili ponavadi. In glede so bili zaprti in so Turki prišli in ko oni brcnili podkov stara. Podkov je bila
dolga leta na križu tamle na koncu Slemena, ampak so zadnjič obnavljali streho, je krovc vzel in noče vrniti, nažalost. Drugače so bile pa turške podkve take, kot je ta tukaj na levi spodaj, tudi najdena na Bledu, so bile drugačne, tudi konički so manjši, se te koničke smo še videvali po naših gozdovah, te turški, bosanski, danes konički, tako da Obrn se tudi drži legenda, da so dokaj Turki prišli in ker niso, misli, da naprej nič niso se obrnili, tudi to ni najbolj siguren, če je to res kje Obrn, tudi malo pride tega, ta zgornja vas, lahko pa da je tudi to. V Bohinju sledi Turkov ni. Pridemo do Herberta Turjaškega, Auersperg po nemško. Auer pomeni Tur, in potem Tur je pa posebno tudi Tur na Košem, ampak je ena vrsta starega goveda. No, to je bila najbolj znamenita kranjska plemiška družina. Vsi so seveda imeli tudi najboljše službe, imeli so gradove, seveda Turjak, Žužemberg in vso to obrambo in to je že čas protestantizma. Turjaški potem po krajih prevzame kot deželni glavar tudi Bled. Ni bilo to tako težko, ker njegova žena je bila sestra briksenskega škofa Madruca. To nič ni pomagal, te dva sta se oba prepisala v novo Lutrovo vero. Deželni stanovi so bili na tej strani, ampak v Gradcu je bil nadvojvoda Karl, ta isti, ki je leta 580 ustanovil Lipico, je pa seveda ščitil cesarske interese cesarstva in tega ni dovolil skupaj s papežem in seveda škofu v Brixnu tudi ni bilo še približno všeč, če bi vse to izgubil. Temu gibanju se ni bilo v tistih časih prav tako težko pridružiti. Rimska cerkev je delala veliki napak, župniki so bili slabo plačani, plemiči so seveda videli, da se bo cerkvena posest potem razpustila in kdo bo drug dobil kakor pa oni. In deželni glavar je takrat že na Bledu za vsak slučaj, in tudi ne bi bil še hud problem to od svojega svaka brata, njegove žene, podedovati nekakšen do tega prist. In kmetem so poobljubljali, da ne bo več tlake, da ne bo več desetine. Podobna situacija čez kakšnih 400 let moment. Se obljubljali potem, kaj to se tega ni. V glavnem, Turjaški je seveda podpiral tudi Trubarja. Trubar je bil tudi navzven en mogočen človek, izjemno pomemben in njemu se lahko zahvalimo, da smo dobili prve slovenske knjige, abecedare, katekizem, cerkovno ordnigo, potem smo dobili med prvimi na svetu svetopismo v svojem jeziku. V bistvu nepoznan jezik, nepoznan narod, kot so nas učili, ampak v glavnem smo eno posebno vlogo tukaj igrali, ker ta vera se ne bi mogla širiti brez tiskane besede. Tisk se je izumil že 100 let pred tem in zdaj se tole, če bi mogli to vse pripisovati, ne prišli nikamor. Tukaj se že tiska, to se prodaja po Kranjskem in tudi po drugih slovensko-goričnih deželah in je to gibanje zajame ves naš konc, še posebej močno tukaj na Bledu, Radolci, v Kropi. Če je bil blejski zakupnik, blejski gospod, tudi v pomembni deželni službi, se je v glavnem mudil v Ljubljani, gospa je bila pa lepo na Bledu, to tudi danes se dogaja mrskim, ampak in ko je zvedela, da bo prišel na Bled Trubar, ki je bil izjemna oseba svojega časa, to je bilo junija 1561, mu je poslala spremstvo konjenikov že na Korenski prelaz in so skupaj prejahali, tukaj je Pridgov, je bil že kot nezaželena oseba v bistvu zelo primerno sprejet. Ona se je to lahko privoščila, enega takega oporečnika, tako razkošno sprejet in z odprtimi rokami,
ker je bil mož seveda deželni glavar, ki pa vse vas tudi sam padel v nemilost in je škof, njegov svak mu mogel potem vseeno to odpovedati. Še zmeraj je bil pa zaradi svojih drugih sposobnosti dosti dober, da se je boril s Turki. In tam blizu Karlovca, pri Budačkem, je prišlo do bitke. Na turški strani je bil Ferhat Paša Sokolović, ustanovitelj Banja Luke, na naši Torjaški, Višnjegorski in tako naprej, in naši nažalost zgubijo. Torjaškega in Višnjegorskega obglavijo, Ferhat Paša ta glave da lobanjo ven in v kožo je preparira in se te dve glavi preparirani in da sultanu pred noge v Istanbulu. Zajamejo tudi sina, ki se je boril s Herbertom Torjaškim, in zanga in za te dve lobanje zahtevajo strahovito odškodnino, v današnjem denarju približno 5 milijonov evrov. To ne porabijo zase, ampak tale Ferhat Paša naredi najlepšo džamijo na tlu nekdanje Jugoslavije. Je bila že zgodaj razglašena za UNESCO dediščino. To džamijo so nažalost med zadnjo vojno v Bosni 1993 podrli in potem naredili novo, ki seveda se ne more primerjati s to res viškam islamske arhitekture, turške, otomanske, na tleh bivše države. Levo imate Torjaški grad, Tur, vidite, je v grbu, to je to divje govedo, prav govedo, gor je grad, na tem desnem stolpu je še danes to vzidan, nažalost so med drugo svetovno vojno ta grad požgali in sta tudi te dve lobanji zginile. Drugače sta bila pokopana v cerkvi Svete Elizabete, to je tam, ki je danes v Ljubljani Kresija, to je bila glavna protestantska cerkev, seveda to se potem vse spremeni. In med vojno zgineta tudi te dve lobanji, nažalost. Seveda je bilo treba potem na Bledu nastaviti nekoga, ki bo spet zelo pomemben, in to je spet deželni glavar in spet velik vojskovodja, ki se je učil pri Torjaškem. Če se peljemo na morje, vidimo gor eno krasno Trnavo nad Senjem, Nehaj, tako štirikotno čudovito zgradbo, no, to sta oba grba od obeh. Lenković je pa kot Hrvat seveda zagrižen katoličan in dobi Bled v zakup. Njegova žena je iz Radovljice, Turnova, in Lenković umre in za njim seveda ona to prevzame, ji pomaga družina in si da postaviti tole cerkvico v Sebinah Svete Trojice, kjer je tudi pokopana. Takrat so pokopavali v glavnem v tla znotraj cerkvene ladje in dali gor eno veliko ploščo. Ta plošča se je skozi stoletja zlizala, ampak še čisto rahlo se vidi na desni stran. Mogoče je bil nalev Turn, ki je bil po njenem rodu, na desnem pa njen mož. Grb njenega moža, to je zmaj, tega zmaja je mu Lenković v grbu. Takole, da je to v bistvu, jaz pravim, to je naš gorenjski Tadž Mahal, ki tudi v Indiji dal tisti mogul svoji ženi se zida, tisti krasen tempelj, no, mi smo pa toliko manjši, imamo pa tole v Sebinah. Če imamo že Machu Picchu najdena, ne. Nova vera se je seveda zelo hitro prav v našem koncu tukaj razširila. Na Bledu je izjemno sposoben in podjeten župnik Fašank, v Lescah na primer je slavni Peter Koprenik. Fašank se je hvalil, da ima 1200 prevržencev, Koprenik, da jih ima 400. Nadvojvodi Karlo je seveda to zelo naitra in ukaže Dietrichsteinu, ki je bil zakupnik Radovljice, ki je bil tudi sam protestant, da Koprenika izženijo tudi z Bleda
Fašang je tako pomemben, da je imel nalogo pregledati tudi Trubarjeve vse tiske, če se nekaj zmotil, če je to res v smislu nove vere. Ne vrste Kopitar svojega časa. Kot je Kopitar Prešerna, tako je Fašang Trubarja, bliski župnik. Med sabo so bili strahovito skregani kmetje. Pride do mučenja en druga in posebej za časa Lenkoviča, ki na vsak način hoče iztrebati novo vero tukaj z Bleda. Deželni stanovi v Ljubljani pa še vedno v bistvu vztrajajo na tem, da sta obe veri dovoljeni. Ne? In ko naše protestante tukaj tako pod Lenkovičem tako na ne pritiskajo, prijaha z Ljubljane celo Adam Ravbar, en kasnejših poveljnikov naše največje zmage na Turki, Persisku 1593, 40 konjeniki in potem se le nekako pogodijo. Na vsak način se hočejo teh protestantov znebiti, pridejo razne komisije, hodijo jih prepričevati, menda so jih samo 5 spravili nazaj v ta staro vero, drugi se niso pustili. In stanje vse bolj napeto in potem le pride do tega, da se njihove kmetije ocenijo, da se jih izplača in izžene. Tukaj imamo en del tega velikega spiska 33 blejskih družin, ki so mogle za vekoma iz Bleda, ne vemo kam, v neznano, skoraj gotovo proti severu, kjer je bila ta vera prej dovoljena kot tukaj. Finžgar, to gotovo pomeni Finžgar, Pretnarji, Rogači, Zarčice še danes. Legat, lejte, imamo slovenska imena, no. Vrhunc, Krištofič, Kosmač in tako naprej, in še drugi krivliči in tako naprej se pojavljajo med temi kmeti, ki se morajo dokončno posloviti. Ali samo ena družina ali več, tistega priimka ne vemo. Bili so izplačeni korektno, ena kmetija je bila tam 300 do 600 guldinarjev, kar tudi ni bilo tako grozno slabo, če računamo, da je bil letni prispevek, ki ga je mogel zakupnik na gradu zbrati, 4000 guldinarjev in poslati v Brixen. Bi rekel, povprečju tam za ne 8 kmetij je bil tisti davek, ki ga je mogel zakupnik škofan dati na let, kar je tukaj zaslužil. Tako da se mi zdi, da so bile kar precej dobro ocenjene. No, ko so, tukaj sem pozabil povedati, ko so preganjali te našega Koplenika ali pa Fašanga, Fašang se zateče lahko v Grimše, Grimški je bil svoj gospod, le škof ni imel nobene moči, ni bil prav bogat, ali bi bil, no, ampak pa njemu so lahko hoteli. Koplenik pa se zateče v Katzensteinu, begunsko graščino, kjer mu dovolj lesnica, ki je tudi Katzensteinska, ki je tudi protestantka in tam hodijo po z Radolcem, Meščanik se jim spet prepove in drugi. Tako naprej. Zelo burni, hudi časi, ampak 1589 Bled in naš ta konc počistijo nove vere. Fašang se nekako zgubi, saj jaz nisem zasledil nič. Peter Koplenik, Sodok misli, da ni nič, ampak dobro četrt stoletja nazaj je italijan zgodovinar Oglejov našel podatek, da je bil Peter Koplenik poslan na inkvizicijo v Rim in 1595 zažgan na Garmadi, na trgu Campo dei Fiori, na Cvetni poljani. 5 let za njim zažgejo Giordana Bruna, ki si upal še enkrat to povedati, ker je že Kozanski toliko let prej imel korajžo, ampak je imel drugo zaslombo. Sežig na Garmadi je bila dosti visoka kazen. Se pojmamo to za čarovnice. V glavnem navadne prestopnike so obešali. Kakšni zarotnike državne, kaj takega, ti so pa obglavljali. Ampak če so Giordana Bruna in našega Koplenika 5 let narazen na istem trgu zažgali, pomeni, da so se ga zelo bali. Ker njegove pridje so bile neverjetno popularne in so drli ljudi ga poslušati. Omenil sem že tega Adama Ravbarja, to je tudi poseben
poglavje, kot je bil Herbert Turjaški, naš rekel junak in naslednji junak, veliki slovenski vojskovodja, je prav ta Adam Ravber. Doma je bil skrada Kromberk, no, doma je bil pravzaprav Stržiče, tega grada Gutenberg. Potem je naredil grad Kromberk pri Domžalah, ga imamo od spod. In ta družina je zelo uspešna in so tudi seveda, en od njih je tržaški glavar, to je tisti, ki je pol dokončno nič predjamskega, zato imamo Ravber komando, preden pridemo v Postojno, to ni zato, da bi tam Ravberji bili, ampak so bili Ravberjevi vojaki. No, tale Adam Ravber je bil poveljnik 200 kranjskih konjenikov v strahoviti bitki, pa jo bomo videli pri Sisku. Z tega gradu, vidite, koliko je slučaj, vsi so povezani, je bila ena potomka Ravberjeva, je bila Valvazorjeva mat. Je bila Ravberjeva. Zato imamo dve slike, spet imamo Valvazorja, nič ne bi mogli brez njega danes. Če ne bi on vse to zapisal, prepotoval, prerisal, natisnil in vse, kar je mu tudi za to zapravil, brez vsakega priznanja, bi težko danes tudi ta predavanje naredili. Se vrnem na bitko pri Sisku. To je precej originalno, dobrih še 100 let ne po temu, takole to predstav naš Valvazor. Gor so turške, tle so avstrijske čete in glavnina, ta špica so proti naši Kranjci. Tamle gor čist desno, če mogoče kaj boljš vidite kot jaz, je Petrina, no tam, ki je bil zdaj potres. To je ena zelo pomembna krajina. Ta tamponska dežela med Turki in Avstrijci. Mi smo pa na meji. Seveda so se potem tukaj naselili, se je naselili dosti beguncev z južnih krajev, tako pravoslavne, se pravi Srbov, kot katoliški vere Hrvatov. Pridejo v Belo krajino, na Gorjance in so še danes v bistvu, se še danes čuti v jeziku, v kulturi, vsem, da so prišli v drugod. No, ta zmaga ni samo kranjska zmaga, avstrijska, ta zmaga je zmaga krščanstva proti nadaljnjem prodiranju Turkov. Če bi tukaj naše premagali, bi šli samo naprej. Lahko da bi prišli tudi do Rima. To so bili izjemno bojeviti in razmerje sil v tej bitki je bilo 5000 naših proti 12000 Turkov. Na turški strani je bil slavni Paša Hasan Predojević, spet srpske družine kot Sokolović, no, od slavnega vizirja, ne tega Sokolovića zmanjka, pa od vizirja. Brat je bil, na primer, patriarh Pečke patriarhije, ki je on ustanovil sultan. Sultanov prvi vizir, se pravi predsednik vlade, bi danes rekel. No, tukaj jih pa naženejo in Turki, seveda, večina jih ni znala plavati in večinoma jih potone, tudi ta Paša utone. In potem je vsaj na tej strani za dolge čase mir in nikoli več ne pridejo do Dunija, ampak tega konca ne ogrožajo več nikoli tako, kot so ga tukaj. Tukaj so dobili lekcijo in to so jih ustavili v glavnem naši ljudje.